Pozdravljeni! Pirelli je objavil seznam mešanic pnevmatik za prvih 8 dirk. Prišlo je do nekaterih sprememb glede na lansko sezono in najbolje je, če si jih pogledamo skupaj. V enem izmed prejšnjih prispevkov sem to problematiko že obdelal iz teoretičnega stališča, a danes imamo tu dovolj podatkov, da kako lahko rečemo tudi na praktičnem primeru. In preden začnemo, še kratko pojasnilo. Uporabljal bom imena mešanic za označiti pnevmatike. C1 kot tisto najtršo mešanico, nato C2, C3, C4 in na koncu C5 kot najmehkejšo. Izogibal se bom tistega poenostavljenega imenovanja soft, medium pa hard, kajti jasno je, da naprimer C3 je lahko v eni kombinaciji hard, v drugi kombinaciji soft in ne smemo izpustiti, da je lahko tudi medium, zato bomo raje uporabljali ime mešanice. Na to tematiko je vezano kar nekaj prispevkov, kogar zanima, dobi vse kot ponavadi v opisu. In začnimo s tisto tabelo, ki jo je predstavil Pirelli. Sam sem bil malce začuden, kajti to je uradna objava, to so pravi podatki in mnogi mediji so jih dali tam nekako v drugi plan. A poglejmo, katere so tiste razlike med tistim, kar bomo videli na prvih 8 dirkah in tistim, kar se je zgodilo lani. V bistvu vidimo samo 2 spremembi in to na drugi dirki v Silverstonu in na veliki nagradi Belgije. V obeh primerih iz kombinacije C1, C2, C3 gremo na kombinacijo C2, C3 in C4. To se pravi, zastopno se pnevmatike pomaknejo proti mehkejšemu polu, na sredino. In poglejmo, kaj to pomeni. Je bila ta sprememba namerna, so samo popravili kako napako oziroma kaj tretjega. In začnimo z veliko nagrado Velike Britanije. Dvojna dirka, katera bo imela 2 različni kombinaciji trdot pnevmatik, z razliko od tistega, kar bomo videli v Avstriji. In če je tista kombinacija, ki bo na prvi dirki enaka lanski, tista, ki bo na drugi dirki, bo v bistvu omejila možnosti, kar se tiče strategije med dirko samo. Zakaj? Lani smo videli lep primer, ko so imele ekipe na razpolago 2 različni možnosti. Namreč začeti na tisti srednji pnevmatiki, to se pravi C2 in postanek, natakniti tisto pnevmatiko C1 oziroma najtršo in iti do konca. Druga varianta je bila tista z 2 ločenima stintoma na C2, to se pravi tisti srednji pnevmatiki in nato najmehkejša in do konca. V teoriji približno smo bili tam, a ne vemo, kako bi ena in druga delovala, ker je Antonio Giovinazzi povzročil varnostni avtomobil v kritičnem trenutku dirke, tam okrog 20. kroga, ko je na primer zmagovalec Lewis Hamilton z izjemno majhno izgubo časa šel na menjavo. Logično je, da ko gre bolid po pnevmatike v bokse, vozi z konstantno hitrostjo in stoji tam na mestu tiste 2 oziroma 3 sekunde. A če ostala konkurenca vozi za varnostnim avtomobilom, gre bistveno počasneje, zato je izguba časa bistveno manjša. A če primerjamo ti 2 kombinaciji, nam je tako jasno, da na prvi dirki v Silverstonu bodo imele vse ekipe praktično enake možnosti kot na lanski dirki. Na drugi dirki, ko tiste pnevmatike C1 ne bo na razpolago, pa bo na možnost samo na tisti drugi strategiji, to se pravi z 2 postankoma. Zakaj pa tista pnevmatika C4 ne bo prišla toliko do izraza? Poglejmo si malce, kako so se ustavljali na tisti lanski dirki na veliki nagradi Velike Britanije. Vidimo, da tista najmehkejša pnevmatika C3 je bila zamenjena, reči piši tam okrog 13. kroga. Kaj bi lahko rekli o pnevmatiki, katera je stopnjo mehkejša? Koliko krogov bo vzdržala? Moje osebno predvidevanje tam okrog 8. Torej, povejte mi, kaj se da narediti, če ti pnevmatika zdrži borih 8 krogov.
Dvomim, da bi kdo šel na strategijo s 3 postanki. Resnično to bi bila prevelika zamuda v boksih, da bi jih lahko nadoknadili skozi dirko. Kljub temu, da bi bila lahko C4 boljša pnevmatika. In treba je tu imeti v mislih še nekaj drugega. Temperaturo asfalta. O temperaturi zraka kot faktorju sem že govoril in tudi temperaturi asfalta v drugem, bom rekel, čisto teoretičnem prispevku. A poglejmo, kakšna je bila temperatura asfalta v sezoni 2018 in 2019 tu na veliki nagradi Velike Britanije. V sezoni 2018 smo imeli povprečno tam temperaturo 52,1 stopinje Celzija in videli smo, da v tisti sezoni je bil Ferrari konkurenčen, a v sezoni 2019 smo imeli 29,6 stopinj Celzija. Znano je, čeprav ne morem tega trditi za sezono 2020, da je Mercedes bolid, kateri rad pregreva pnevmatike. In videli smo s tako nizko temperaturo asfalta, da je bil Lewis Hamilton sposoben napraviti rekordni krog na izrabljeni trši pnevmatiki v zadnjem krogu dirke. Praktično zmagal je pred Valtterijem Bottasom s prednostjo cirka 25 sekund. To se pravi, tisto menjavo je dobil noter, čeprav ta zaostanek ni realen, kot sem povedal. A v vsakem primeru vidimo iz tabele, da mehkejša kot je pnevmatika, to so spet uradni podatki Pirellija, na nižjem temperaturnem območju dela. In seveda, vemo tudi to, da bodo dirke v Veliki Britaniji 2. in 9. avgusta. In sam smatram, da bo lahko bistveno topleje kot 14. julija, ko je bila dirka v sezoni 2019. Posledično tudi temperatura asfalta bo višja, z mehkejšimi pnevmatikami pa lahko vsak sam razmisli, komu bo to najbolj škodovalo. A pojdimo na veliko nagrado Belgije. So tudi tu hoteli nekaj spremeniti, nekaj poživiti ali kaj drugega. No, v varianti sezone 2019 so bile tu zopet na razpolago C1, C2 in C3. A če pogledamo strategijo dirke, vidimo, da C1 resno ni uporabil nihče, niti kroga niso naredili med dirko. Pustimo sedaj kvalifikacije, kajti vsakomur je jasno, da so bile tam neuporabne. Torej, sedaj s to spremembo so popravili napako, katero so napravili v lanski sezoni. Kakšne bistvene razlike tu pri veliki nagradi Belgije ne bo. Torej, tako na drugi dirki v Silverstonu kot v Spaju bomo imeli pnevmatiko C4, katera bo več ali manj kvalifikacijska. In sedaj se je treba vprašati, ali bo primerna. Pustimo sedaj temperaturo asfalta in vse drugo. Usmerimo naš pogled samo na eno zadevo. To se pravi dolžino kroga. Znano je, dirka Formule 1 traja dobrih 300 km. A vprašanje je nekje drugje. Kvalifikacije, to se pravi tisti, ki zasede pole position, mora najhitreje prevoziti en krog. In če bomo imeli kombinacijo C2, C3, C4 tudi na prvih 2 dirkah v Avstriji, nam bo jasno, da tista C4 bo lahko najboljša in bo uporabljena v tistem delu Q3. A krog v Avstriji je dolg 4318 metrov, v Silverstonu 5891, v Spaju 7004 metrov. Smo prepričani, da bo C4 zdržala do konca, da bo imela tisti oprijem ali bodo v zadnjem sektorju tisti najboljši, ampak tudi tisti z njimi nevzdržno zgubljali na času. Sicer to je vprašanje, na katero bomo morali biti pozorni in imeti posebno odprte oči pri kvalifikacijah. A vseeno, sam osebno menim, da te spremembe kaj bistvenega niso prinesle k tisti drugi dirki v Silverstonu. Za dirko v Belgijo, kot sem povedal, bomo videli v kvalifikacijah. A nasplošno povedano, dodane vrednosti po mojem mnenju nič. Iz tiste možnosti, ko smo imeli 2 možni strategiji, smo prišli na možnost, ko bomo imeli eno samo. To se pravi, vse bo bolj dolgočasno.
In sam se sprašujem, je to le zato, da bodo malce bolj ponagajali ekipi Mercedes? Mislim, da če so imeli to v mislih, ni športno. To, da na veliki nagradi Avstrije bomo na obeh izdajah v sezonah 2020 imeli ene in iste mešanice, se mi zdi pa še najmanj fair. Zakaj tu enake in v Angliji ne? Naj menjajo v obeh dirkah in imamo tako enake pogoje povsod. A ne, v mislih so imeli nekaj drugega in če boste videli, da pač za veliko nagrado Avstrije niso morali pripraviti drugih pneumatik, mislim, da je le izgovor. Toliko o tej spremembi, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.